Vodilni Maribor je doma pričakal velenjski Rudar, s katerimi se je letos že opekel, gosti pa so tokrat gostovali v Ljudskem vrtu. Z novim trenerjem Branko Čavič je zamenjal Slobodana Krčmareviča, ki je moral zapustiti velenjsko klop. Prva akcija tekme pa tokrat za goste, ki so sijajno štartali v tekmo. Glavina je streljal Handanović na pravem mestu. Še napad za Maribor, tokrat je prišel do žoge Tavares, povratna žoga in strelj Pihlerja, odbita žoga do Erika Janže in to je bila tudi najnevarnejša akcija za Maribor v prvem polčasu. Zgrešil je Janža za nekaj centimetrov mimo vrat Mateja Radana. Do konca prvega polčasa še napadi za Velenjčane, izvrstna akcija in strelj Merija v bloku Janža, potem pa še en napad za Knape, vratnica Glavine in ostala je pri začetnem izidu 0:0. Ob koncu prvega polčasa še napad za goste, priložnost tokrat za Merija, ki je streljal z glavo. Bil je na drugi vratnici, a strelj je šel tokrat mimo vrat, ostala je pri začetnem rezultatu. Odličen prvi polčas za Velenjčane pa se je potem nadaljeval v drugem delu. Najprej priložnost za Maribor, kot za vijoličaste in potem po kotu strelj Marvana Kaphe, najlepša akcija domačih in izvrstna obramba Radana, ki je tokrat rešil velenjska vrata. Potem pa spet Velenjčani, ki so bili konkretnejši, kot prvi je streljal Babič, izvrsten udarec in čudovita obramba Handanovića. Nato pa še enkrat kombinacija Knapov, žoga pred vrata, Janža je podrl Vručino, 11 metrovke tokrat ni bilo. Ostala je pri začetnem rezultatu 0:0. Potem pa izvrsten protinapad za Maribor in Luka Zahović 1:0 za vijoličaste. Izvrstna žoga v globino, Zahović je utekel in potrdil izjemno formo na zadnjih tekmah, takole zavil še svoj 8. gol v letošnjem prvenstvu in bliža se najboljšemu strelcu lige Dominiku Glavini. Do konca tekme še en napad za Knape. Tokrat je po podaji Merija streljal Iharoš, izvrstna obramba Handanovića in še sam zaključek tekme, priložnost za Merija, ki je bil pred vrati, še enkrat pa brez prekrška. Šuler je bil ob napadalcu Velenja, 11 metrovke ni bilo, tekma se je končala z minimalno prednostjo Maribora in zmago domačih 1:0. Težko prigarana, ampak na koncu štejejo goli. Maribor je zadel prek Zahovića in je še vedno na prvem mestu lestvice prve lige. Ja, so bile. To je nogomet, predvsem to je nogomet, da garaš, da se včasih tudi mučiš, da trepetaš, da daš vse od sebe proti odličnemu nasprotniku in to je to. Da zdaj se čujejo aplavzi publike, to pomeni, da so prepoznali, da je tudi to način. Zadovoljan sem. Ne mogu da kažem nisem. Pre svega čestitam Mariboru na... Zadovoljen sem, ne moram reči, da nisem. Najprej bi rad čestital Mariboru, kot se reče, za zasluženo zmago. Ne moram pa se znebiti občutka, da smo bili danes boljša ekipa. Danes smo plačali davek za zapravljene priložnosti. Proti taki ekipi kot je Maribor moraš zabiti goli iz pol priložnosti, kaj šele iz takih, kot smo jih danes imeli mi. V vsakem primeru pa sem rekel, da se ne bomo branili in da bomo pokazali napadalno, atraktivno igro. Verjamem, da tisti, ki poznajo nogomet, danes nismo razočarali in da bomo še naprej igrali hiter in atraktiven ter kvaliteten nogomet. Čestitam pa kolegu Milaniču za zasluženo zmago.